Dober večer in dobrodošli na novem sredinem večernem srečanju in izobraževanju. Tokrat imamo tematiko, kdo razume zdravstveni informacijski sistem. Pobuda je prišla iz strani Ministrstva za zdravje po obsežnih napadih na energetski sistem in pogovarjali smo se o tem, kako bi zadevo poimenovali, in ko je prišlo to retorično vprašanje, kdo razume zdravstveni informacijski sistem, so se predstavniki ministrstva strinjali. Iskali smo torej kreativno idejo, pripravili smo pa tudi zelo kreativna predavanja. Uvodoma bo z nami dr. Alenka Kolar, generalna direktorica Direktorata za digitalizacijo v zdravstvu z Ministrstva za zdravje. Kasneje pa bosta nadaljevala dva njena kolega, pa predlagam, da kar njej predam besedo, pa bo tudi predstavila kolega v nadaljevanju. Izvoli, Alenka. Najlepša hvala, Jure. Moje ime, tako kot je rekel Jure, je Alenka Kolar in delam kot generalna direktorica direktorata na Ministrstvu za zdravje, kjer, bom rekla, skušamo skrbeti za centralni sistem e-zdravstva v Sloveniji. Z mano sta še kolega Jure Janet iz NIJZ-ja, ki vam bo v nadaljevanju predstavil, kaj danes že vidite, kaj danes že imate na voljo na centralnem sistemu e-zdravje, in pa Igor Josipovič, moj kolega z Onkološkega inštituta, ki vam bo pa predstavil, kako in kaj deluje, je nevarno v informacijskem sistemu, tako kot je Jure Brankovič omenil. HSE je bil en lep preizkus za Slovenijo, kaj je nevarno v informacijskem sistemu, kaj se lahko zgodi, kakšna cena je tega, ampak jaz bi začela s tem, da vam predstavim neko splošen pregled, kaj danes predstavlja v Sloveniji zdravstveni informacijski sistem in kaj se pod tem razume. Za začetek sem pripravila kopijo ene zgodbe, ki jo zelo rada povem, ker mi predstavlja na nek način osnovo, zakaj smo danes v slovenski informatiki v zdravstvu tam, kjer smo. Tele besede, ki jih lahko preberete, sicer nimajo neposredne zveze z informacijskim sistemom, vam bom pojasnila kasneje, zakaj pa mislim, da so pa zelo dobra osnova našega trenutnega stanja v slovenskem informacijskem zdravstvenem sistemu. Se pravi, ta zgodba vam pove, da še danes so najsodobnejša rezervoarja za gorivo, te solid rocket boosters, ki jih izdeluje ameriško podjetje, njihova širina, ker jo morajo pripraviti, da pridejo do Floride po železniških tirih, je vezana na širino 2 konjskih riti konjev, ki so jih imeli Rimljani, ker tam, ker so Rimljani gradili svoje ceste, smo kasneje potegnili železnice, in ker smo železnice rabijo tunele, in še vse je še vedno vezano na to širino 4 čevlje in 8,5 palcev. Priznam, da tega ne znam preračunati v milimetre ali pa v metre. Želim samo povedati, da to, kar vam bomo predstavili, izhaja iz leta 1991, ko se v Sloveniji na nek način začel informatizirati zdravstveni informacijski sistem preko ZZZS-ja, in še danes lahko izhajamo iz tega, da lahko na nek način pozabite na pacienta v našem informacijskem sistemu, pozabite na zdravnike, tudi pozabite na statistiko in poročanje. Pomemben je bil obračun. In cel informacijski sistem, tako kot železnice, tako kot Space Shuttle, smo prilagojeni temu, da se izvaja nad informacijskim sistemom obračun, s katerim seveda so javni zdravstveni zavodi, pa tudi koncesionarji plačani. Imam eno kratko sliko, kako to danes izgleda, pa bi vam samo želela pojasniti, da vse, kar danes država plačuje resnično in neposredno iz proračuna, na tej sliki na nek način je ta CRPP, ki ga vsi poznate, centralni register pacientovih podatkov. In zdravnik je tisti, ki, pa tudi ostali zdravstveni delavci, da ne bom koga prikrajšala, je tisti, ki zdaj vnaša vsaj 4 variante, piše neke papirne dokumente, vnaša v svoj bolnišnični informacijski sistem ali pa v zdravstveni informacijski sistem v zdravstvenih domovih. Eno in drugo vas večina pozna pod komercialnimi imeni, kot so Birpis, Hipokrat, Clinical, potem, ne vem, WebDoktor in še kup drugih. Našteli smo, da samo v primarnem zdravstvu imamo cirka 32 različnih informacijskih sistemov, ki jih obvladujejo ali pa tudi ne lokalni informatiki,
še bolj jih pa obvladujejo zunanje dobaviteljske hiše, ki nam te sisteme dostavljajo v naše zdravstvene domove ali pa v bolnišnice ali pa tudi k koncesionarjem. In ta zdravnik more poleg tega, da poroča v svoj bolnišnični informacijski sistem, nekaj poročati še v različne registre javnega zdravja, pa v registre raka, pa v registre, na vse čudne načine poročamo in vem, da se zdravniki zelo pritožujejo nad tem, da dobijo cele plahte poročil, ki jih morajo izpolniti naknadno in poleg tega, kar že samo po sebi poročajo v svoje informacijske sisteme, ki so namenjeni pacientom in namenjeni zdravstvenemu osebju. Za ta CRPP, ki mu po domače včasih rečemo na širše tudi e-zdravje, država namenja na leto cirka 6 milijonov evrov in to je vse, kar prihaja iz proračuna neposredno za centralni sistem slovenskega zdravstva. In to je tudi vse, za kar dejansko skrbijo kolegi na NIJZ-ju. Kolegi na NIJZ-ju ne morejo skrbeti za vse vaše bolnišnične informacijske sisteme, ne skrbijo za obračunske sisteme na ZZZS-ju, kjer je kar velika ekipa ljudi, ki za te sisteme skrbi. In potem seveda poročate tudi v različne registre, ali pa imamo nekatere registre vsaj že delno povezane na sisteme, tako da včasih pa le ni treba kaj še posebej opisovati. Tak je naš razdrobljen informacijski sistem, vse na osnovi tega, da se je začelo poročati za obračun in se takrat ni prav veliko mislilo na pacienta. To bi želeli v prihodnosti nekako spremeniti. Mogoče še en tak hiter pregled v 9 točkah, kako to danes izgleda. Skoraj vsak javni zdravstveni zavod ima svoj rešitev za bolnišnični ali pa zdravstveni informacijski sistem. Tudi če imate istega dobavitelja, so rešitve zelo posebne, z vašimi posebnostmi. Za lokalne sisteme skrbijo lokalne IT ekipe. V Sloveniji imamo 9000 postelj in 130 IT-evcev, ki skrbi po bolnišnicah za informacijske sisteme, ki podpira teh 9000 bolnišničnih postelj. Še manj ljudi imajo zdravstveni domovi dediciranih v informatiko. E-zdravje kot tako, ki vam ga bo malo kasneje predstavil kolega Jure, obstaja od leta 2015, na nek način se je takrat izdvojil iz Ministrstva za zdravje na NIJZ in se verjetno po naših občutkih, pa tudi po vaših, čist prepočasno razvija. Lokalni sistemi so sicer delno navezani na e-zdravje, ampak velikokrat se zgodi, da če vam ne dela lokalni informacijski sistem, ne pridejo podatki v NIJZ, začnejo nam padati te napotnice, ne morete poročati o tem, ali je bil izveden ali ni bila izvedena kakšna obravnava, ampak takrat vam NIJZ kot skrbnik e-zdravja ne more čisto nič pomagati. Takrat je treba, da delujete svojo IT ekipo pa s svojimi dobavitelji informacijskih sistemov. In čisto za vsako integracijo, ki predstavlja v računalništvu neko povezavo med dvema informacijskimi sistemi, sta vedno odgovorna dva. To, kar pa mi velikokrat in prevečkrat doživljamo na naših v vsakdanjem življenju, pa je, da te dva veselo krivita en drugega. To ponavadi ni hudo zelo uspešno, bolj bi bilo, da se dogovorita in pogledata, kje napaka je, iskati moramo greh in ne grešnika. Tudi obračuni kot nek najstarejši del informacijskih sistemov. Mi nimamo nekega centralnega obračuna, kamor bi vi pošiljali samo to, kaj ste opravili s pacienti, ampak ima vsak javni zdravstveni zavod tudi neko svojo malo črno skrinjico, kjer stvari pripravi, jih na to pošle proti ZZZS-ju, oni pa vam povejo, a ste vi prav poslali ali niste prav poslali vašega obračuna. In teh obračunskih malih črnih skrinjic ima tudi praktično vsak javni zdravstveni zavod svojega, ker je vsak majčkeno poseben. Ampak zavedati se moramo vsi skupaj, da v informatiki ta unikatnost res veliko stane. In za to unikatnost, da je to plačano, se pač ne skrbi iz proračuna, ampak to odvaja vsak javni zdravstveni zavod iz tistega, kar zasluži pri upravljanju zdravstvenih storitev. Ko pa se vprašamo, kako bi bilo teh malih črnih skrinjic manj, pa se moramo vprašati, kdo je pripravljen prilagoditi procese. Seveda se IT-evci vedno želimo, da bi bila uporabniške rešitve, aplikacije, vam v pomoč in ne v neko breme. Vsaj osebno vedno menim, da IT je čista orodjarna, vi pa ste tisti, ki to orodje uporabljate.
Zato je zelo zaželeno, da ko nastaja neka rešitev, sodelujete tudi končni uporabniki pri nastajanju teh rešitev. Slovenija ima ta trenutek na voljo iz načrta za okrevanje 83 milijonov evrov denarja, kako ga bomo izkoristili, odvisno predvsem od nas, žal pa, ker neposredno sodelujem pri teh javnih razpisih, nimamo velike sreče, ker se skregajo dobavitelji že na prvi fazi in mislim, da sem bila jaz osebno v zadnjem letu že 3-krat udeležena pri revizijah na DKOM-u. Moj zadnja prezentacija, preden predam besedo kolegu Juretu Janetu, je, kako bi pa morala zadeva biti. Mi moramo v center celotnega informacijskega sistema postaviti pacienta in njegove podatke. Ne več ZZZS z obračunom, ne NIJZ z nekim poročanji proti Evropi, proti OECD-ju, WHO-ju, ampak pacienta in njegovi podatki morajo biti navezani na ta CRP, v tem primeru je to centralni register prebivalstva. Ker če se pacientka poroči, presel, rabite vi takoj naslednji dan pravilen podatek o človeku, ki ga obravnavate. In nad temi podatki se potem modularno gradijo razni moduli kliničnih poti, elektronsko temperaturno-terapevtski list, RISI, PAXI, laboratorijski sistemi, administracijo pacienta, ko se premika ali po bolnišnici ali po zdravstvenem domu. In nad temi podatki ima popoln pregled vsak pacient preko portala Zvem in zdravnik, ki pacienta obravnava, preko portala Zvem Plus. Iz podatkov, ki jih zberete v tem velikem centralnem sistemu, ki jih vsi zbiramo v tem tako imenovanem nacionalnem e-kartonu, se morajo na nek način avtomatsko izvajati razne zbirke in registri in ne, da vam je to potrebno ponovno opisovati in se mora avtomatsko izvajati obračun. Kolega Jure vam bo predstavil portal Zvem Plus, Igor pa se bo bolj posvetil temu, na čim vse te moduli, te podatki, te rešitve tečejo in kaj je treba pri tem posebej paziti, da ne bi bili na prvih straneh časopisa, kako smo izdali hude nacionalne podatke, podatke pacientov, ali pa še slabš, v končni fazi lahko pride tudi do hudih nesreč, če bi neke aparature, ki jih uporabljate pri svojem delu preko interneta, do njih lahko nekdo dostopil in zlorabil njihovo delovanje. Jaz vam zelo želim, da bi skušali razumeti ta naš informacijski sistem, ker ga včasih mi ne znamo vam predstaviti in zato smo tudi zaprosili, da bi tole predavanje danes imeli, da vam vsaj približamo delno, resnično, kako želimo, kako delujejo stvari, kje lahko pridemo blizu en drugemu. In sem izredno hvaležna tako obema kolegoma, ki bosta povedala vam še več stvari za menoj. Hkrati sem pa hvaležna tudi vam, ki ste si boste vzeli to uro, preden se začne film tedna, ki je danes tako Valentinovo obarvan in nam pomagali, da vam mi lahko pomagamo. Jaz se tukaj na tem delu zahvaljujem in predajam besedo kolegu Juretu Janetu. Hvala. Jaz bom samo še malo vskočil, vmes je končala podelitev slavnostnih listin, imamo 70 novih specialistov, tudi formalno, pa se nam je predsednica pridružila, pa je sam na hitro predajam besedo. Samo dober večer. Bila sem udeležena na zelo prijetnem dogodku mladih zdravnikov, ki sem jim seveda tudi že povedala, da se bodo morali izobraževati še naprej in da upam, da jih bo to veselilo. Tako da danes je en tak dogodek, ni samo to medicinsko znanje, ampak tudi vse ostalo, kar spada zraven. Tako da hvala lepa kolegom iz ministrstva, da so nam pripravljeni te stvari podrobno razložiti. Izvolite, hvala lepa. Hvala. Jure predaja besedo Juretu, izvoli. Lep pozdrav, jaz bom prezentacijo zagnal. Jaz sem Jure, v bistvu sem skrbnik portala oziroma sistema Zvem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Jaz bom danes malo več povedal o portalu, o portalih oziroma o sistemu Zvem, ki je v resnici dvodelni sistem. Zdaj, sistem e-zdravja verjetno že dobro poznate in tudi portal Zvem, verjamem, da dobro poznate, ki nas je v preteklih letih tudi med covidom pa tako naprej zelo reševal pri obveščanju pacientov, pri seznanjanju pacientov z njihovimi izvidi, njihovimi informacijami in tako naprej.
Predvidevam pa, da vsi oziroma da vas večina portala Zvem Plus oziroma aplikacij sistema Zvem Plus še ne pozna, ne? Zato sem se odločil, da bom danes v bistvu malo več spregovoril o tem, kaj vse je že zdaj možnega videti na Zvem Plus, kaj vse že lahko v bistvu danes kot zdravniki s svojimi vlogami vidite tam, in kaj vse na nek način pripravljamo za prihodnost, kakšna je naša vizija, da se bo portal Zvem Plus razvijal, nekje v skladu s tem, kar je v bistvu napovedala že Alenka, ne. Zdaj, ko sem že prej omenil, je sistem Zvem dvodelni sistem. Na eni strani imamo portal Zvem in aplikacijo Zvem, ki sta namenjena za paciente, ne. Sistem Zvem je na nek način okno v svet e-zdravja za pacienta, ne. Tam lahko vidi svoje napotnice, tam lahko vidi svoje recepte, informacije o drugih zadevah, ne. Celo zgodovino, recimo. Zdaj na novem portalu imamo časovnico, kjer vidijo pacienti po časovnem vrstnem redu, kaj se je njim dogajalo, kdaj so bili predpisani novi recepti, kdaj v bistvu imajo kakšne napotnice odprte in tako naprej, ne. Pred kratkim smo se tudi začeli malce bolj povezovati z ZZZS-jem in lahko pacienti po novem na portalu Zvem vidijo tudi bolniške liste in pa pridobijo potrdilo o zadržanosti, recimo, če so šli darovati kri, ne. V prihodnosti želimo te zadeve še bolj poenotiti in v bistvu nastajajo načrti skupaj z ZZZS-jem, da bomo združili na nek način portala in da bodo lahko pacienti videli na portalu Zvem res neko celovito sliko vseh podatkov. Hkrati pa se zavedamo, da pač je treba portal razvijati naprej in da je treba pač izboljšati ta nek stik pacientov z zdravstvenim sistemom, zato tudi razvijamo neko orodje za komuniciranje, za varno komuniciranje prek portala. Hkrati je pa seveda pomembno poudariti, da je dostop do portala omogočen samo z ustreznim varnostnim mehanizmom. Se pravi, vsak pacient oziroma vsak uporabnik portala mora imeti račun SIPAS in pa se mora prijaviti z ustreznim potrdilom, kvalificiranim digitalnim potrdilom, z SMS pasom oziroma s kakršnimkoli drugim visokovarnim mehanizmom, ki ga za te pogoje pač postavi SIPAS, ne. Tu noter so še razni drugi certifikati, od poštarce ali pa Recono sistem, recimo, ne. Tako da v bistvu je to varen sistem, omogoča v bistvu, je mogoče za marsikoga omejen, ne, ker pač ne omogočamo dostopa z nekim geslom, ampak res zahtevamo pač SIPAS, ampak hkrati se zavedamo, da tudi z novimi osebnimi izkaznicami, ki imajo nameščena kvalificirana digitalna potrdila, bodo pacienti dobili dostop do portala, lažji dostop do portala in bo njim v bistvu omogočen tako dostop skoraj vsem državljanom, ne. Na drugi strani pa imamo Zvem Plus, ki je v bistvu na nek način sklop aplikacij za zdravstvene delavce, ne. Sistem Zvem Plus je dostopen samo znotraj ZNET-a, ker pač, če gledamo na sistem Zvem, v bistvu samo prejema podatke iz CRPP-ja, se pravi, samo pacientu prikaže podatke. Zvem Plus pa ima možnost dvosmerne komunikacije, se pravi, lahko prek Zvem Plusa tudi oddajamo dokumente v CRPP, recimo prek Zvem Plusa smo omogočili določenim uporabnikom vpis covid testov, recimo domovom za ostarele pa določenim hitrim testirnim točkam, ki so prek portala Zvem Plus vnašale covid teste v sistem. Pravice za Zvem Plus se dodeljujejo glede na potrebe prek varnostne sheme e-zdravja, to je EUEZ. Lahko se podeljujejo centralno, se pravi, da to odobrimo na e-zdravju, lahko se pa dodeljujejo glede na organizacijo, se pravi, če želi nekdo znotraj izvajalca prejeti dostop do določene aplikacije, lahko to sproži prek spletne strani varnostne sheme in potem administrator za posamezno organizacijsko enoto oziroma za posameznega izvajalca odobri ta dostop in tako v bistvu omogoča dostop že širokem številu ljudi, ne, ki delajo pač na neki organizaciji. Hkrati pa je tudi določenim uporabnikom omogočen avtomatski dostop, kar pomeni, da takoj, ko, ne vem, če ste recimo zdravnik, lahko takoj vidite, če imate vlogo zdravnik v varnostni shemi, ki jo uporabljate tudi za dostop do recimo sistema e-naročanja ali pa do CRPP-ja za pošiljanje stvari v e-zdravje. Lahko prek portala Zvem že danes v bistvu vidite določene podatke o vaših pacientih, recimo lahko prikličete povzetek, nekatere določene osnovne podatke lahko vidite in tako naprej, ne. Hkrati pa želimo to še razširiti, da bo postal Zvem Plus nekakšna odskočna deska, ne, za vas, ne. V bistvu neke vrste mini IT sistem za izvajalce.
Zdaj bom jaz malo predstavil module sistema Zven Plus, samo tako, da vidite okvirno, kaj vse že zdaj funkcionira na Zven Plusu, ne. Kot sem že prej omenil, je to preprost pogled za paciente, do katerega ima dostop pač zdravnik za svoje paciente, se pravi izbran osebni zdravnik samo za svoje dodeljene paciente, ne. Potem imamo določene aplikacije, ki jih uporabljamo trenutno znotraj NIJZ za statistične namene, recimo razne števce umrlih ali pa pogled v podatke registra pacientov in prostorskih enot. Pred kratkim smo lansirali aplikacijo za preventivne preglede v šolstvu, ki omogoča posameznim izvajalcem varno pridobivanje seznamov osnovnošolcev in pa srednješolcev, ki jih čakajo pač sistematski pregledi, ne. Tako smo recimo omogočili varno prenašanje teh podatkov ne prek Excelov, prek razne e-pošte ali pa prek nekih seznamov na papirju, temveč v bistvu se zdravstveni delavec prijavi v Zven Plus, gre na ta modul, če ima pač omogočene določene pravice, pridobi seznam in tako v bistvu lahko izvaja sistematske preglede. Ena izmed zanimivih aplikacij je tudi SINCP. SINCP je ena aplikacija, ki bo v kratkem v bistvu šla v produkcijo. To je nacionalna kontaktna točka za pridobivanje podatkov o pacientih iz tujine. Recimo SINCP je v bistvu ogrodje za pridobivanje povzetkov pacientov, ki pridejo k nam iz tujine. Recimo, če imate nekega pacienta, ki pride iz Avstrije, recimo je tu na dopustu ali pa kakorkoli, pride do vas in bi radi vi želeli videti njegov povzetek, ga lahko prikličete prek te aplikacije SINCP. To za zdaj še ni v produkciji, ker tudi niso še vse države Evropske unije pač del tega sistema. Računamo pa, da bomo tekom letošnjega leta v produkciji vsaj za, mislim, da 10 držav. Hkrati pa smo skupaj z letos oziroma lani jeseni skupaj s pediatrično kliniko UKC Ljubljana lansirali register redkih nemalignih bolezni, ki je v bistvu prvi nacionalni register direktno povezan s SRPP-jem oziroma z VEM-om, ki je pač povezan s SRPP-jem in omogoča vnos pacientov z redkimi nenalezljivimi boleznimi. To sem se odločil tudi, da ga malo bolj pokažem na enem testnem primeru, kako recimo ta register pa kako Zven Plus sploh izgleda, da si boste lažje predstavljali. Recimo tukaj vidite, to so seveda testni podatki, imena so malce smešna, ampak za testne namene pač uporabljamo tako malo bolj smešna imena. In recimo tako izgledajo pač vsi pacienti, ki so vneseni v register. Če potem recimo še posameznega pacienta kliknete, pa vidite tudi razne druge informacije, recimo kot je njihova ta ORFA koda, ki je v bistvu koda diagnoze redke bolezni, in pa razne druge kode, ki pač označujejo potem tega pacienta, in je v bistvu to nek register, ki bo zelo pripomoril k izboljšanju stanja na tem področju v Sloveniji, ne. Zaenkrat je v uporabi pri pediatrični kliniki, ampak mislim, da se bo to v kratkem razširilo tudi na druge izvajalce, ki se ukvarjajo s temi zadevami. Potem naprej smo imeli, kot sem že prej omenil, v bistvu je Zven Plus reševal marsikatero zagato pri vnašanju COVID testov med epidemijo. Namreč prek Zven Plusa smo zelo na hitro lahko vzpostavili nekaj aplikacij za vnos COVID testov, ki so omogočale v bistvu hiter vnos SRPP in hkrati tudi zelo eksaktne podatke o tem, koliko testov je bilo narejenih in koliko je bilo pozitivnih in tako naprej, ne. Že zdaj je možen vnos in pregled dokumentov CRPP, recimo prek tega modula se vnašajo določeni dokumenti CRPP, ki jih pacient odda pri teh zastopnikih, če odda recimo kakšno izjavo volje ali pa kaj podobnega, kjer niso zdravniki zadolženi za to, ampak v bistvu zastopniki pacientovih pravic na NIJZ, na izpostavah NIJZ, no. Hkrati pa tudi omogoča vpogled v CRPP, seveda samo za tiste paciente, do katerih imate v skladu s pravicami CRPP oziroma z matriko dostopov za CRPP dostop. Ena izmed novejših zadev, ki smo jo tudi lansirali tekom lanskega leta, pa je osebna kartica zdravil, ki pa za zdaj v bistvu ni namenjena zdravnikom, ampak jo izpolnjujejo farmacevti ob izpustu iz bolnišnice v okviru brezhibne skrbi, ne. Jaz mislim, da potekajo trenutno debate, mislim, da tudi zdravniško zbornico ali pa širše z zdravniškimi skupinami o tem, da bi
možnost vnosa ali pa spremembe osebne kartice zdravil omogočili tudi za zdravnike, kar bi bilo seveda zelo dobrodošlo. Tako pa izgleda tale osebna kartica zdravil, ki je centralno spet umeščena v CRPP, ne, za vsakega pacienta, ko pride, se mu vnesejo zdravila, se mu vnese odmerjanje, osnovne informacije o njemu, in pacient ima tako v bistvu po odpustu iz bolnišnice na enem papirju ali pa v enem dokumentu vsa zdravila zbrana. Ta dokument lahko potem on seveda prekliče prek svojega portala Zvem, lahko se mu ga natisne v lekarni, če je starejši uporabnik, pa nima dostopa do aplikacije. In tako bo imel vedno zadnjo aktualno kartico zdravil vedno pri sebi, ne, prek portala. Zdaj, kot sem že prej omenil, pa bi radi seveda v prihodnosti Zvem nadgradili še z določenim modulom za komuniciranje, ne. Mi bi seveda radi, da pacientu omogočimo prek portala tudi komuniciranje z zdravstvenimi timi, zdravniki, sestrami, administratorji, pač s vsemi deležniki v sistemu. Hkrati pa v bistvu tudi komuniciranje znotraj med zdravniki samimi, ne. Tako da v bistvu delamo na nadgradnjah, ki gredo v to smer, da pacienta ciljno usmeriš v to, kaj želi naročiti, kaj želi povedati, ne. Na prvem tem to je en kratek pregled, v bistvu kaj pripravljamo, ampak gre v bistvu za zelo ciljno usmerjen sistem, kaj želi pacient naročiti, recimo nov recept, novo napotnico, a želi prošnjo za bolniški dopust, in da ga potem usmerimo prek nekega algoritma v pogovor, ki vsebuje za vas, ki ga potem dobite v aplikaciji Zvem Plus, vi vidite potem vsa sporočila vseh pacientov. Hkrati pa seveda tudi razvijamo možnosti, da se bo ta komunikacija videla tudi v vaših zdravniških sistemih. Prek določenih vmesnikov bi namreč to lahko zagotovili, ne, da se te informacije, da se sporočila, naročila in vse te zadeve pol na koncu prikažejo tudi v trenutno obstoječih zdravstvenih sistemih, ne. To pa je na kratko v bistvu o portalu Zvem Plus. Jaz mislim, da je, če se boste že recimo danes ali pa jutri prijavili v sistem, sem prepričan, da že imate pravice, da lahko kaj vidite, da lahko pogledate mogoče v kakšnih osnovnih zadevah glede vaših pacientov, kdo vam je dodeljen, neke take stvari so vsekakor dostopne. Tisti, ki ste delovali v cepilnih centrih, imate že malo širše dostope, ker smo prek portala Zvem imeli tudi tole aplikacijo za naročanje na cepljenje narejeno. Tako da ja, mislim, da je to v bistvu, da je portal Zvem oziroma Zvem Plus, da je to neko dobro orodje, ki omogoča tako zdravnikom kot pa pacientom boljšo sporazumevanje, boljšo razumevanje sistema, ne. To pa je to, hvala. Najlepša hvala za drugi del. Vmes lahko samo sporočimo, da poteka zelo aktivna debata v Q&A sekciji, kjer se dr. Kolarjeva trudi sproti odgovarjati na vsa vprašanja, na katera bomo na koncu tudi pokomentirali javno. Nadaljujemo z 445 udeležencev nas je že in naprej nas bo skozi svet informatike peljal gospod Igor Josipovič iz Onkološkega inštituta v Ljubljani. Izvolite. Dober večer še v mojem imenu, Igor Josipovič, Služba za informatiko, Onkološki inštitut. Skratka, jaz bi danes nekaj, glede na omejen čas, ki ga imamo, nekaj malega povedal na temo kibernetske varnosti. Ob tem bi si pa želel mogoče tudi nekaj vašega sodelovanja. Ne vem, a moji slajdi se vidijo, predvidevam, da se vidijo, ne? Tule je ena QR koda, ki bi želel, da jo poskenirate s telefonom, in boste dobili v bistvu tako spletno stran, na kateri boste lahko z mano interaktivno sodelovali oziroma odgovarjali na vprašanja, ki se vam pol pojavijo. Drug način, kako pridete do tega glasovanja, pa da greste na tale naslov menti.com in vpišete tole kodo, ki tule piše, bo pa ta koda izpisana pol tudi še na vsakem slajdu, ki se bo vrtel. Pa želel bi poudariti, da bi si želel čim več vaših odgovorov, da dobimo v bistvu nekaj tudi mi odgovore nazaj, pa da so vsi odgovori tudi anonimni, a ne. Skratka, danes varnost kibernetskega prostora v zdravstvu je postala ena izmed daleč najbolj perečih skrbi ponudnikov zdravstvenih storitev, a ne. In z razširjanjem digitalnih tehnologij, interneta, ki prodira tudi, bom rekel, v medicinske naprave in širjenjem nabora informacij, ki so v elektronskem zdravstvenem kartonu, so ti podatki seveda čedalje bolj momljivi, a ne. Velik izziv pri zdravstvenih sistemih pa je tudi prenova in modernizacija
teh BIS oziroma drugih zdravstvenih sistemov, predvsem zato, ker so živi, ne, so v uporabi 24/7 in jih je izjemno težko menjati ali pa nadgrajevati. In zaradi vsega naštetega pa so tudi zdravstveni sistemi skoraj idealna tarča teh bad guyov, hekerjev ali kjerokoli ime jim nudi, zato ker jim nudi predvsem visok dohodek glede na vloženi trud pri napadih. Recimo na neko banko, ki jo napadajo, ki so dobro, bom rekel, posodobljeni in pripravljeni na te napade, imajo precej manj možnosti za napad, kakor recimo na zdravstveni sistem, ker imamo nek tehnološki dolg do vsega skupaj. In tudi, če v bistvu ustanova izvaja velika vlaganja v neke robustne sisteme in sisteme nekega varnostnega kopiranja, pa je tukaj še zunanji ponudnik, ki mora zaradi vzdrževanja ali druge narave svojega dela imeti dostop do občutljivih informacij in seveda manjša podjetja si pa zelo težko privoščijo drage kompleksne sisteme varovanja, ne. Kaj si v bistvu te naši bad guys želijo? 1% približno je takih, ki to delajo za čast in slavo, skratka, da se pohvalijo pred prijatelji, da sebi dokažejo. Potem enih 2% je približno takih, ki se s tem ukvarjajo iz politične agende, recimo, ne, vplivanje na razne volitve, koliko je bilo primerov v Ameriki, ki je bilo veliko govora o tem, a ne. 3% približno delajo to iz čiste objestnosti, a ne, zato, da kakšno poškodujejo ali pa tudi kot vojaške tarče, recimo, to je bil velik primer tistih iranskih centrifug za uran, ki so v bistvu izgledale, kot da so bili hekerji, v bistvu so bile pa neke tajne službe odzadaj. Ampak seveda 94% vseh bad guyev vedno na koncu zanima denar, a ne. Tukaj sem pravil en cenik, sem se malo potrudil, sem ga šel zbrskati na dark web, a ne, koliko je vreden kakšen naš osebni podatek, a ne. In oni imajo nek tak, bom rekel, povprečni cenik, podatki, cena za podatke nihajo seveda tudi od ekonomije obsega, ne, več podatkov, ki pripeljemo, nižje cene in tako naprej, a ne. In tule recimo so različne cene za te naše osebne podatke. Če nekdo pride, recimo, do naše kopije vozniške ali pa kaj podobnega, a ne, pa do vseh podatkov, je to že kar zanimivo, zato je tudi vreden recimo nekih 20 € po kosu, ker, ne vem, lahko najame avto, rentakar, lahko tudi kakšno mogoče identifikacijo opravi. Različne kreditne kartice tudi, odvisno, koliko je denarja gor, pač jim niha vrednost. Recimo, ena od bolj vrednih podatkov osebnih je pa potni list, a ne, ker s potnim listom lahko rezerviramo kakšen let, lahko odpremo bančni račun, lahko urejamo marsikakšne tudi posle z nepremičninami v tujini in tako naprej, a ne. In zdaj, tule bi vas pa prosil mogoče za sodelovanje ali pa za vaše razmišljanje, tule imate en drsnik, če ste prej tisto kodo vpisali, pa imate na telefonu odprt, a ne, me zanima, kaj mislite, koliko približno je vreden, koliko je približno vredna zdravstvena polna kartoteka na dark webu, a ne. Bi vam dal mogoče še enih 10-15 sekund, da probamo malo, da dobimo neki občutek, ker trenutno zdajle, tako kakor gledamo, je zelo mešano, ne. Je, ni, bomo videli, ne. Okej, počakamo še malo, dokler se tole spremeni, tale graf. Okej, zdaj nekako imamo in, bom rekel, ste kar po Gaussovi krivulji, a ne. Tako kot vidite, približno zdravstvena kartoteka je vredna približno $1000, seveda je pa zelo odvisno, čigava je zdravstvena kartoteka. Če si predstavljamo, če bi bilo od kakšne vi posebej, je ta vrednost 100-kratna lahko, lahko je pa tudi nepomembna, ampak za občutek, to je nekje srednja cena, ki se zdaj nahaja, a ne. Potem sem hotel razložiti mogoče o informacijah, zato ker način, kako razumemo informacije, so tudi način, kako se te napadi izvajajo, a ne. Skratka, od informacij pričakujemo tudi zdravstvenih ali pa katerihkoli, da so ohranjene, skratka, da jih imamo v naši posesti za trajanje oziroma za čas, ki je predviden za tako hrambo, a ne. Potem je tukaj zaupnost, da ne uhaja izven kroga pooblaščencev. Tudi zaradi tega EU EZ shema, ki je trenutno izjemno komplicirana na e-zdravju in se jo trudijo poenostaviti, ampak ravno zaradi tega je, da informacije ne bi izhajale iz kroga tistih, ki so pooblaščeni za določen tip informacij, a ne. Potem je tukaj še integriteta informacije, ne. Zelo nam je pomembno, da podatki ostanejo takšni, kot so zapisani v originalu in da se ne spreminjajo, oziroma ko se spreminjamo, da obstaja neka revizijska sled, a ne. Če si predstavljamo,
je zelo pomemben, saj mi, ko se s tem ukvarjamo, kakšna je bila sprememba na izvidu, če je bil popravek izvida in tako naprej, in to zelo vpliva na naše odločitve. In seveda zelo nam je važna razpoložljivost, da so nam informacije na razpolago takrat, ko jih potrebujemo, ne čez 1 teden, čez 2 tedna, ampak v trenutku, ko se rabimo odločati, da so nam te informacije tudi na voljo, a ne. In zakaj so zdaj zdravstveni podatki toliko bolj vredni recimo od vseh drugih podatkov, kjer smo prej našteli, a ne, predvsem pri zdravstvenih podatkih, kaj je najbolj mamljivo, je njihova dolgotrajna veljavnost podatkov, ker recimo neko kreditno kartico, če vam ukradejo njena veljavnost, bom rekel, od nekaj ur do maksimalno 1 dan, 2 in potem se prekliče in ni več vredna. Podatki, ki se pa nahajajo v zdravstvenih kartonih, so pa podatki, ki se jih ne da priklicati, a ne. Ne da se jih spremeniti. Če si predstavljate recimo tudi številka zdravstvenega zavarovanja KZZ, ki je, a ne, če bi zdaj prišlo do nekega masovnega vdora pa zlorabe, ne vem, 50, 60 tisoč teh, ki so relativno majhne številke, ker vsi hranimo precej več pacientov v naših sistemih, bi bilo izjemno težko zamenjati, jih anonimizirati, to bi povzročilo nepredstavljivo, bom rekel, izziv, vsaj za nas iz IT sektorja, a ne. Potem visoka vrednost je tudi zaradi izjemno občutljivih podatkov, a ne. Od bolezni do raznih stigm, ki ljudje določajo, in zaradi tega so precej bolj izpostavljeni izsiljevanju hekerjev, a ne. Oni znajo, to bom rekel, ta izsiljevalski sistem znajo precej avtomatizirati, da par tisoč ljudi naenkrat dobi svojo kartoteko na ekran in plačajo 1 bitcoin mogoče ali pa ne vem, kjerokoli ceno se spomnejo, da te informacije niso na neki spletni strani čisto javno objavljena, a ne. Pol pa še 4. vidik teh zdravstvenih je pa tudi obsežnost informacij. Ponavadi v zdravstvenih kartonih niso samo informacije o pacientu ali pa, bom rekel, o nas, ampak tudi o vseh naših sorodnikih, o otrocih, o njihovih anamnezah, o njihovih boleznih in tako naprej, a ne. In zaradi tega ima zdravstveni karton precej visoko vrednost, bom rekel, v tem našem svetu in nas dela zdravstvene ustanove in vse nas zelo, bom rekel, za njih legitimne tarče, a ne. Tule na naslednjem slajdu sem pa hotel pri vas malo preveriti, s katerimi napadami oziroma grožnjami ste se že srečali, izberete lahko sicer samo eno, pa vem, da ste se sigurno z večjimi srečali, a ne. Ampak me zanima, katera je tista, ki vas je, bom rekel, najbolj se dotaknila, prizadela, ljubezenska prevara med prvimi na današnji dan je tako primerna, a ne. Pa bom počakal par sekund, da vidimo malo rezultate, pa mogoče lahko potem še pokomentiramo naprej. Aha, všeč mi je, ker procenti grejo naprej z mojimi slajdi tudi, a ne. Ampak tule vidim, da skoraj vse nevarnosti ste že dali skozi, ne. Intimni posnetki se mi zdi, da je še majhen procent, mi smo jih veliko obravnavali, veliko ljudi se je obrnilo na nas, da jih je bilo tega strah, a ne. Okej, skratka, da majčkeno vidimo, kje ste tudi vi. Ne glede na tale graf, ki je bil, bi se jaz danes osredotočil na eno, ker za več časa nimamo, in to je phishing, a ne. Phishing je trenutno najbolj razširjena grožnja, a ne, njegov najbolj priljubljeno transportno sredstvo pa je email, seveda, ne, ni pa vedno tudi edino, a ne. Phishing lahko pride tudi v obliki, bom rekel, SMS-a, klica na telefon, a ne. In zdaj s temi novimi AI sistemi, a ne, tudi jezikovnih barier ni, ker so to avtomatizirani klici, ki zdrdrajo neki tekst in vas peljejo po nekih poteh, kot oni želijo, in ni nujno, da so sploh iz Slovenije, ali pa se lahko tudi predstavijo, da so iz Slovenije, a ne. Tako da z enim samim napačnim klikom lahko napadalec pridobi, bom rekel, prijavne podatke, ne, s tem, ko nas pelje, kamor on hoče, da kliknemo ali na spletno stran, ali na neko povezavo, ali samo na neko sliko, lahko je samo slika odzadaj in piše klikni na sliko, a ne. V tistem trenutku se lahko izvede neka, bom rekel, zelo namerna skripta in nam pobere iz Chroma ali pa iz katerega drugega repozitorija začasnega na računalniku, nam lahko pobere vse tele prijavne podatke.
In ko pa ima enkrat napadalec prijavne podatke, posledice so tako rekoč neomejene. A ne? Že prej sem gledal vprašanja, recimo, ki so od prejšnjih 2 predavateljev bilo, ne? In zdravniki si zelo želite, da bi imeli nek unikaten dostop do vseh podatkov, ampak ravno ta unikaten dostop, ki bi dal, bom rekel, dostop do vseh podatkov, kolikor bi bil koristen, bi bil tudi nevaren, ne? Ker če bi napadalec pridobil te prijavne podatke in dostop do e-zdravja in do portala, jaz mislim, da ga ni junaka, ki bi si znal zračunati to škodo in kakšne posledice bi imeli to dejansko na naš zdravstveni sistem in zdravljenje in vse živo drugo. Ne? In zaradi tega sem se mogoče danes osredotočil sam na ta napad, pa na to grožnjo, in tule sem pripravljen zelo kratek, kako ga prepoznati. A ne? Najbolj pomembno je, da se vedno prepričate, kdo je pošiljatelj. A ne? Ni dovolj samo ime pa priimek, ampak vedno gledate celoten email naslov. Skratka, ime, priimek, pa vedno vklepajo še nek email naslov. In na to je treba biti vedno pozoren. A ne? Tam so malenkosti vštejejo, res malenkosti. In včasih je potrebno pogledati tako skrbno, kakor pregledate skrbno pacienta. A ne? Predvsem je pa to, da se napadalcem mudi. Hitrejši, ko je naš odziv, več je možnosti, da naredimo napako oziroma ne preverimo vsebine. In posebej se nam to zgodi pri zadevah, ki nas, bom rekel, osebno zanimajo. Ne? Recimo, to je primer to, da sem še pozabil, se opravičujem. Skratka, vedno je ta vsebina videti kot nujna. In če je videti kot nujna, potem to sigurno ni. A ne? In vedno je neka stvar, ki nas osebno zanima. Ne? Recimo, kot primer tega v času praznikov je najbolj popularna te phishing maili strani raznih Pošta Slovenije, DHL, GLS, takrat vsi naročamo neka darila, popuste, črni petek in vejo, da če bojo masovno poslali te e-maile, da določen procent ljudi bo sigurno kliknil. A ne? In pač neka sporočilo tega je bilo, da sporočilo za vsako spletno vsako e-mail sporočilo vedno pregledajte, tako kot preverili za vitalne znake. Ne? Kdo je pošiljatelj, a je videti nujno, je kakšna čudna vsebina, a kaj tazga, kar bi me privlekel, pa nisem jaz se s tem ukvarjal. In to je čist nek hiter ček, ki nas popelje pol, da se mogoče odbranimo pri tem. In tle sem pripravil en mini kviz, recimo označite z true or false pri vsakem od teh naslovov, ker to so tiste malenkosti, ki odločajo. Recimo na hitro pogledate e-mail in rečete, to je pa legitimno. Prihaja iz UKC Ljubljana, iz UKC Maribor, in tle bi vas prosil, če poklikate true or false pri vsakem e-mailu, pa rečete, posreduj, da vidimo mogoče, kakšen bi bil rezultat. Omečkam počakal, da vidimo, kaj se nam nabere. Ne? Kje bo več odgovor? Še 10 sekund počakam, potem stisnem, da odgovorim. Ok. Toliko za enkrat, ne? Recimo, in vidimo, da čakajte samo, da pogledam, da ste kar prvi naslov ste pravilno zadeli, drugi naslov ste večinoma mislili, ki pa je napačen seveda, a ne? Tretji naslov ste tudi mislili, da je pravi, pa je napačen, četrti naslov ste pa v bistvu zadeli, da je pravi. A ne? In to so tiste malenkosti, ki vas na hitro zavedajo. Recimo KC ima samo KCLJ, UKC ima UKC minus MB, ne? In jaz sem šel celo preveriti, recimo ta naslov UKCMB naslov oziroma domeno si lasti ena čist privat oseba. In če bi se ta oseba odločila, da bi pošiljala te phishing maile ali pa bi nekdo tako domeno zakupil ali pa odkupil, ki ni problem, bi vas ogromno zavedel in bi mislil, da pošta prihaja od legitimnega vira, kar pa v bistvu je daleč od resnice. A ne? In tle bi bili že zelo močno izpostavljeni temu phishing mailu in bi tudi trenutno po anketi kaže, bi tudi kar podlegali. A ne? In zato ga sem pripravil tukaj enih 7 točk v bistvu te kibernetske higiene, preventive, kaj je kar je res pomembno. Skratka, ne klikajte na nobeno povezavo, a je to SMS, a pride na Viber, Facebook ali pa QR kode. Recimo, po mestu dostikrat vidimo razne QR kode, ki te peljejo na nek naslov. In to je tudi ena taka
stvar, ki nas iz firbca popelje na pot, ki mogoče ne želimo, ker tudi iz telefona znajo potegniti marsikaj od SIM kartice ven telefonske številke, marsikaj se danes da. Če ni pričakovan mail s priponko, preverite identiteto pošiljatelja mogoče še po drugi poti. Pokličite osebo, če se vam nekdo javi na Viber ali pa WhatsApp pa reče, jaz sem zdaj kle, ne vem, v tej pa tej državi, ostal sem brez dokumenta, probajte najti še koga ali pa še kjerokoli povezavo, kako bi prišel do identitete pošiljatelja. Probajte nikoli ne razkrivati občutljivih informacij po telefonu, ker ponavadi pride klic v smislu, zdajle morate, mudi se, če ne vam bomo zaprli, zaklenili računalnik, to velja in v službi in telefon in spet se vrnemo čisto nazaj. Če zgleda, kot da je nujno, potem velika verjetnost, da ni. Nikoli ne odpirate priponke, če jo ne pričakuješ, ker lahko se nam tu zgodi, da je oseba, ki jo poznamo, pa z njo veliko komuniciramo, da je njen računalnik ali pa račun okužen in potem seveda prvo, kar vedno naredijo bad guy, je, da pošljajo vsem prijateljem to isto sporočilo, ker če prihaja iz zanesljivega vira, potem je večja verjetnost uspeha. Tako da, če nismo pričakovali priponke, pa nam nekdo pošlje, reče, tukaj je, ne vem, neki, probajmo to ne odpreti, pa da nas ne premaga ta firpnost, ker v nekem trenutku nas veliko lahko košta. Skratka, in peta, če pošiljamo sporočilo večjemu številu naslovnikov, vedno uporabimo to polje SKP oziroma skrita karbonska kopija. Ker če ne uporabimo tega polja, je velika verjetnost, da nekdo odkrije, kjer krog ljudi je naš in potem to zelo enostavno izkoristi za izboljšanje učinkov svojega napada. Potem šesta točka je, da se probamo izogibati uporabi službenega naslova v privatne namene. Ker že s tem, ko se izogibamo tega, da te stvari dve ločimo, je to že en tak zelo močen filter, ker potem, ko dobimo na služben mail neko vsebino, ki se nanaša na nekaj osebnega, Facebook, že vemo, da je lažna, ker vemo, da nismo nikoli privatnega maila uporabili. In tudi obratno, če na privat mail dobimo neke službene vprašanja, neke zahteve po nekih službenih prijavnih podatkih, tudi vemo, da ne more biti niti najmanj legitimni, ker že samo po sebi se izločujejo. In še, bom rekel, ena velika želja nas IT-jevcev je to, da to ne bi bila stigma. Mi nikoli ne iščemo, tako kot je tudi prej gospa Alenka rekla, ne iščemo grešnika, iščemo greh. In s tem, ko prijavite subljivo sporočilo in ga mi znamo na naših sistemih potem blokirati, pa kakorkoli, s tem lahko veliko preprečite za nadaljevanje napada in zmanjšate potencialne žrtve, ki bi lahko sledile iz tega napada. Zdaj pa mogoče še en tak mini anketa, kibernetska varnost in jaz, to na vas mislim, da vsak zase odgovori na te 3 trditve z drsnikom levo ali pa desno, levo, če se ne strinja, desno, koliko se strinja s trditvijo, da vemo mogoče tudi informatika, v katero smer zaviti pri varovanju. A probamo, bom rekel, varnost nastaviti dosti avtomatično, da vas samo brani, tako kot recimo filtri za spam pošto pa tako naprej, čeprav potem se dogaja, da te sistemi niso vedno 100% zanesljivi in tudi kakšna pošta, ki bi bila prava, roma v napačen predal, ali pa bomo ugotovili, da je bolje, če vas izobrazimo, bom rekel, na temo informacijske varnosti in vseeno pustimo ta vrata malo bolj priprta in računamo na to, da boste sami se znali varovati. Vedno je pa informatiki tukaj tehtamo med varnostjo pa uporabnostjo. Nekaj, kar je zelo varno, je precej manj uporabno in obratno. Če je nekaj zelo uporabno, potem ni toliko varno. Tako da vidimo zdaj, kakšni so rezultati. Zdaj, neka sredina vas meni, da ste dovolj poučeni kibernetski varnosti. Veseli me, da si želite več informacij na to temo, mogoče v teh kratkih oblikah. Bal sem se pa to sploh vprašati, glede na vse, kar se dogaja danes v zdravstvu, da se moramo še s tem ukvarjati, ampak žal je to realnost današnjega sveta. Tako da, hvala vam za te odgovore. In v bistvu še zadnje, kar bi od vas prosil je, katere teme bi vas zanimale še v bodoče na temo kibernetske varnosti. Tam so 3 kvadratki, vsako temo opišite z eno besedo in pošljite naprej, tako da si mogoče tudi mi predstavljamo,
kaj bi vas še naprej zanimali in katere vsebine bi vam še pripravil. Evo, tukaj bom še počakal, da mogoče vnesete kakšne teme, če je kdo, in karkoli vnesete, se nam bo tukaj izpisal, pa bomo vsi videli, a nas podobne stvari zanimajo ali pa ne. Aha, ok, gesla, zasebniki, že prej sem tudi videl, da so bili zasebniki, mi dostikrat, ko delamo v bolnišnicah, priznamo, da malo pozabimo, dark web, gesla, vnos izvidov v CRPP, ok, varstvo podatkov. Aha, predvsem na temo gesel vidimo, da tiste stvari, ki boste večkrat vpisali, se bojo bolj izpostavila in na tak način bomo videli, kaj vas zanima. Enotna platforma, varnost na CRP. Skratka, vidim, da vam tem ne zmanjka. Mi si bomo vse te rezultate pol še pogledali in vam bomo tudi vsebine za naprej pripravili. Tako da, toliko za danes z moje strani. Hvala za vašo pozornost in sodelovanje. Najlepša hvala, res za zanimivo in interaktivno predavanje. Lahko mi sproti tele palčke dosti klofali. Zdaj predlagam še vsem, ker tukaj sodelujejo, da si malo preberejo še vprašanja, ki jih je veliko, da je kar 25 odgovorjenih. Bom pa mogoče prosil dr. Kolarjevo, da mogoče skomentira kakšne 2-3, ki so najbolj ponavljajoče se. Mislim, da so predvsem glede vprašanj zasebnikov sem jih jaz največ videl, tudi na koncu bili pa mogoče eno hitro pojasnila. Tudi kolega zasebnik je rekel, da ni rabo vpisovati, zdaj rabi, pa zdaj točno kje so pravila. Ja, hvala za besedo. Zdaj, tako kot sem jaz pokazala na mojem zadnjem slajdu, naš svet se mora vrteti okoli pacienta. In eno vprašanje je tudi bilo, kaj pa če pacient ne želi, da se vpiše njegov izvid, sploh samoplačniki ne želijo, morda so ravno zato šli kot samoplačniki, da ja, ne bi ta neki izvid prišel. Moram reči, da smo se veliko ukvarjali z GDPR, z informacijsko pooblaščenko, kaj je zdaj pravica, kaj je dolžnost. Osebno smo nekako, ali pa prišli smo nekako do tega, da če je od tega izvida lahko odvisno tudi zdravje drugih, potem tukaj ne moramo skrivati teh stvari. Če pa nismo pa nikoli dorekli, niti z informacijsko pooblaščenko, kaj če pacient resnično ne želi, da je njegov izvid objavljen. Sami javni zdravstveni zavodi in koncesionarji oziroma te, ki so v javni zdravstveni mreži, in tako je tudi napisal, eno vprašanje je bilo, tisti, ki ste na e-zdravju, morate v CRPP izvide oddajati. Bomo to nekaj skušamo rešiti z novo zakonodajo, še vedno pa nimamo neke dokončne ideje, kaj bi bilo res najbolj prav, da ne bi posegali v intimo nekoga in hkrati zaščitili mogoče druge udeležence v nekem postopku zdravljenja ali pa boh ne daj, morda kakšne spolne prenosljive bolezni, pa kar še žena tega ne sme izvedeti. Naleteli smo namreč tudi na taka vprašanja pri informacijski pooblaščenki. Vprašanja so bila, kako se zasebnik poveže, zasebnik se lahko tudi poveže, mogoče bo lahko Jure bolj odpovedal, ker bolj točno pozna, kako prihaja, kako spraviš sebe v Zvem Plus kot zdravnik, kaj je ta RIS-DDZ, kdo vas tja prijavi, tja vas je dolžen prijaviti delodajalec in opisati, mislim, da smo tudi nekateri IT-ovci smo opisani v RIS-DDZ, ker sicer ne moramo nekaterih nalog opravljati v sistemu informacijskem zdravstva. Tako da, taka vprašanja so bila, bilo je pa tudi to, zaradi česar smo bili tudi po financah, tako MZ kot NIJZ, kot še kdo, kaj je s temi izvidi, a se prikažejo takoj, ali se čaka, kakšna je pacientova pravica, da jo vidi. Moram reči, da je za paciente včasih zelo težko, da vidi, da izvid je, ne more ga pa še videti, ne dobi pa zdravnika, da bi ga vprašal. Takrat so začeli klicati tudi laboratorije. Laboratoriji pač niso pristojni za pojasnjevanje izvidov, ker oni ne vejo, kakšen je ta pacient, katerega izvid ta je. Tako da tukaj smo zaenkrat ostali na tem, da si je 30 dni zaprt in v nekem upanju, da bo zdravnik prej poklical tega pacienta in mu izvid pojasnil. Nikakor si namreč ne želimo, sploh iz Dore smo imeli kar nekaj problemov, da je prej videla pacientka, da ima raka na dojki ali pa
mislim, da ni bila Dora, ne vem, kje točno je bilo, da prej vidi, da ima raka, nazvem, kada je to kdo pojasni, a je to res hudo ali to ni hudo. Midva z Igorjem delava na onkološkem in zato veva, da so lahko to zelo travmatični izvidi, če jih nekdo ne pojasni. Tle je neka informacijska pooblaščenka pa seveda trdi, da mora vsak izvid biti takoj viden pacientu, ampak tle mislim, da je neka zdravniška etika pred tem, kaj misli informacijska pooblaščenka. Tako da to so bili neke take pogosta vprašanja, sam CRPP, mogoče zanimivo, da eni niste niti vedeli za ta Zvem Plus, kar se je dali iz vprašanj videti, kar vam je Jure predstavil. Moram reči, da je bila taka zelo zanimiva debata, nisem uspela dosti hitro niti tipkati. Ja, hvala. No, mi smo v bistvu že imeli eno predavanje o uporabi umetne inteligence, tudi tukaj se mi zdi, da bomo mogli še skupaj razmišljati o kakšnih nadaljnjih predavanjih. Tudi v bistvu vsa vprašanja v Q&A pa v chatu bomo izvozili, no, to vam bo verjetno tudi prišlo v podporo naprej in tudi pričakujem, da bomo lahko še kakšno tako primerljivo predavanje na področju informatike organizirali, če se dr. Kolarjeva strinja. Hkrati pa še v bistvu celotno današnje predavanje bo objavljeno v biltenu. In pa tudi v bistvu bilo zdaj dogovorjeno, da bo v reviji ISIS in hkrati tudi v biltenu na spletni strani nekakšen mesečni podlistek z e-informacijami oziroma IT informacijami, tudi v sodelovanju z informacijskim razširjenim strokovnim kolegijem. Mislim, da sem vse povedal. Ja. Tako da mogoče evo še zaključna misel predsednice. Mislim, da smo v 1 uri dobili res veliko uporabnih informacij, no, ki jih bomo pa lahko tudi še delili naprej v biltenu. Izvolite. Hvala, samo zelo na kratko, hvala lepa, izjemno koristne, uporabne informacije. Ta informatika je tako na robu zdravnikovega interesa, ampak na drugi strani jo pa nujno potrebujemo. In v bistvu smo lahko zadovoljni z dostopi do izvidov v zadnjem času v primerjavi s situacijo pred leti. Zelo se priporočamo, mislim, da vsi zdravniki še za dodatna izobraževanja na tem področju v prihodnem času. Upam, da lahko to pričakujemo. Hvala lepa. Veseljem in In hvala. predavateljem in organizaciji. Ja, tudi komentarji so taki, še več takih predavanj, prosim, hvala in to bo dobra popotnica za naslednjič, tako da želim vam lep večer, pa se vidimo. Hvala. Enako, srečno. Videnje.